Hvala lepa, predsednik. Sem imel danes prvič priložnost, da se srečam z vojaki in častniki prve brigade. To je najbolj bil srednji del slovenske vojske, najbolj usposobljen, najbolj izkušen. Skozi to brigado je šlo okrog 3500 ljudi, ki so delali tudi na raznih mirovnih misijah, mirovnih operacijah. To je izkušen, izredno dobro opremljen, izredno dobro tudi izurjen del slovenske vojske. In kot tak predstavlja tudi tisto jedro, okrog katerega se razvijajo standardi, kakršne slovenska vojska mora imeti, in to na vseh področjih, od čisto rekel bi izvidniških, vojaških, bojnih do zahtevnejših, ki so povezani z razvojem tehnike, razvojem komunikacij, načinov poveljevanja, opremljanja za vse to in tako dalje. Skratka, to je za mene pomembna izkušnja, dobiti vtis o tem in seveda tudi se pogovoriti s častniki in vojaki o tej enoti. Ste pa glede mirovnih misij, ki jih omenjate, že javno izrazili pomisleke, v bistvu, da Slovenija še nima strategije. Bo tudi danes teklo o tem beseda, mislim, verjetno se mora zunanje ministrstvo le premakniti in dati malo bolj natančno navodila vojski. No, jaz mislim, da potrebujemo dogovor vseh relevantnih vladnih resorjev o tej skupni strategiji, ker to mora biti enotna in celovita strategija. Jaz sem se zavzel za to, da se proces, ki se je letos začel, čim prej dokonča. Pogovori so že bili, večina vprašanj je že razjasnjeni, zdaj gre za to, da se naredi celoto in da se znotraj te celote najde način, kako doseči čim boljšo specializacijo in koncentracijo. In ne smemo biti preveč razpršeni, moramo vedeti, zakaj smo kje in s kakšnimi kapacitetami smo na določenih mestih. Tudi prva brigada je zelo dobra enota, ki pove, katere izkušnje že imamo, kje smo lahko učinkoviti, na kak način bi to lahko najbolje delali v prihodnje. No, torej trenutno preveč razpršeni? Mislim, da je trenutno te razpršenosti nekaj manj kot v preteklosti, ampak še vedno ni tiste jasne, definirane, organizirane vizije za naprej. In tu moramo še napraviti to preostalo delo in se pogovoriti o tej celoti, o celovitem pogledu. Nedavno ste v govoru dejali, da je čutiti za Afganistan v članicah NATO, da se nekako mora poiskati nek spodoben umik iz te države. Mislim, da sem vas približno natančno citiral. S tem mišljeno tudi, da menite, da bi se morala Slovenija tam umakniti? Govoril sem o tem, da to velja za ves NATO. Vi veste, da je nedavno bila dana pobuda, ki sta dala predsednika vlad Nemčije in Velike Britanije, da se pred koncem leta skliče posebna konferenca v Afganistanu. Jaz to pobudo podpiram. Mislim, da je to dobra ideja. Verjamem pa, da bo ta ideja lahko dobra, če bo na tej konferenci začela nastajati izhodna strategija za Afganistan, exit strategy. Izhodna strategija je tisto, čemur mora NATO zdaj težiti in čemur verjamem, da bodo tudi Združeni narodi usmerjeni v prihodnje. Afganistan pripada Afganistancem in seveda tu je treba narediti tako, da se bo ta mednarodna vojaška prisotnost v doglednem času končala. Ja, mogoče to, vi ste že videli strateški pregled obrambnega resorja, ki je zaenkrat še vedno tajen za recimo širšo javnost. Je tam notri kaj, kar bi nas mogli skrbeti? To je zelo temeljit pregled, zelo odkrit, zelo kritičen, ampak tudi zelo, rekel bi, koristen, zelo uporaben. Veliko je v njem zamisli, kako izboljšati slovensko vojsko. Je pa to seveda obsežen dokument, ki ga je težko povzeti zelo na kratko.